Jaz sem direktor tega zavoda. Zavod predvsem ostaja na strokovni ravni delovanja, se pravi, mi imamo nek 9-članski strokovni svet, ki sprejema strokovna stališča, ampak tudi moram reči, da ne delamo zelo intenzivno. Na spletni strani sicer objavljamo aktualne zadeve, pa tako naprej, ampak zaenkrat med ljudmi ni bilo veliko interesa. Zato smo v zadnjem obdobju pristopili k organiziranju še enega zavoda, ki se bo pa ukvarjal bolj s povezovanjem ljudi na terenu. To imenuje se Zavod za narodno suverenost, vodi ga Ivan Jurgec. No in ta dva zavoda bosta in že sodelujeta med seboj, se pravi Zavod za svobodo življenja bolj na strokovno-znanstveni strani in z ambicijo mednarodnega povezovanja. Ta Zavod za narodno suverenost pa ima skupine, povezuje skupine, ki so nekatere že dalj časa prisotne po Sloveniji, na Dolenjskem, v Ljubljani, tudi na Gorenjskem, drugih koncih. In upamo, da bo počasi prišlo do nekega državljanskega omrežja, ki bo lahko nudilo prvič pomoč solidarno med člani pri soočanju s problemi, ki jih imamo vsi na področju šolstva, prehrane, zdravstva in drugih področjih. Po drugi strani pa pripravlja seveda tudi bolj dolgoročne aktivnosti, ki bi vodile k svobodnemu življenju v svobodni državi. Torej, ljudje vabljeni, da se pridružijo, ne? Ja, v tem, torej to članstvo bo, ta zavod bo sprejemal fizično članstvo, ker ta naš osnovni zavod nima fizičnih članov, je strokovna povezovalna organizacija, medtem ko ta zavod je pa registriran tako, da bo imel fizično članstvo, torej članstvo fizičnih oseb in pravnih oseb tudi lahko.